Hvala lepa za besedo, spoštovane novinarke in novinarji. Tudi sam se bom mogoče nekoliko vrnil nazaj v prejšnji mandat, kajti Slovenska ljudska stranka je že v preteklem mandatu, takrat opozicijska stranka, aktivno pristopila k idejam, da se spremembo zakona o poslancih na novo uredijo poslanska nadomestila in se seveda s tem v zvezi je ljudska stranka takrat pripravila tudi svoje predloge. Ustanovljena je bila tudi posebna delovna skupina takrat z predstavniki vseh takratnih parlamentarnih strank, vendar predvsem strani večjih strank takrat ni bilo posebne volje, da bi se ta zadeva uredila že takrat. Tako da lahko rečem, da smo danes v Slovenski ljudski stranki zadovoljni, da je zdajšnji predlog, ki ga danes predstavljamo, predlog zakona, skoraj identičen s predlogom, ki je bil z naše strani nekako podan že v prejšnjem mandatu. V ljudski stranki smo se predvsem zavzemali za zmanjšanje nadomestila, predvsem v okviru varčevanja, vendar pa je bilo za nas še posebej pomembno, da je sistem izplačevanja nadomestil predvsem pravičen. Po našem mnenju namreč ne moremo enačiti nekoga, ki je poslanec več mandatov ali pa je v parlamentu sedel samo kot nadomestni poslanec, recimo samo nekaj mesecev. Če želimo kolikor toliko ohraniti integriteto funkcije poslanca kot izvoljenega predstavnika ljudstva, moramo nujno upoštevati tudi, koliko časa se je nekdo ukvarjal s tem poklicem in se posledično s tem tudi oddaljil od svojega nekdanjega poklica. Pri oblikovanju tega zakonskega predloga bi želel še navesti, da smo se oprli tudi na primerljivo evropsko zakonodajo. Lahko rečem, da s tem zakonom, s tem predlogom, ki ga danes predstavljamo, da lahko zagotovimo, da smo sedaj nekje v zlati sredini po ureditvi te materije v evropskem merilu. Vemo, da se nadomestilo skrajšuje tudi za nekatere trenutne prejemnike nadomestila. Tu smo predlagatelji predvsem zasledovali cilj, da prav vsak prispeva svoj delež k varčevanju in se nam seveda to zdi še posebej prav. V času, ko pravzaprav na vsakem koraku govorimo o varčevanju, ni odveč podatek, da bomo z spremembo zakona na tem področju vsak mandat privarčevali dober milijon evrov. Hvala.